Danes v Pomurskem dnevniku. Evropska komisarka v pušči. 140 let skrbi za zdravje v zdravilišču Radenci. Velik dosežek sorojencev maček. Pan Vita Pongrad predstavila cilje za sezono. Vreme. Jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Romsko naselje Pušča v Sloveniji in Evropi slovi kot dober primer sožitja Romov in večinskega prebivalstva. Svojim vrtcem, krajevno skupnostjo, nogometnim klubom in gasilskim društvom dokazujejo, da je sobivanje možno in Romi niso vedno le sinonim za težave. Tudi Evropska komisarka za kohezijo in razvoj je prišla v naselje Pušča po nasvet, da tako sožitje prenese po vsej Evropi. Med pričakovanjem visokega evropskega obiska v krajevni skupnosti Pušča je romski svetnik Darko Rudaš samozavestno govoril o svoji skupnosti. Pušča že drugič zapored v Londonu predstavlja najboljši primer v evropskem prostoru. In jaz sem prepričan, da danes komisarka prihaja tudi po recept. Mi pač ta recept ne skrivamo, kot ga recimo skriva Coca-Cola, ampak gre čisto preprosto, ker na nek način tukaj lokalna skupnost, romska skupnost in seveda vse javne institucije v nekem trikotniku spostavili neko sintezo, bi rekel, dobrega sobivanja in skupnega interesa, da bom vsem skupaj, ki živimo v tem skupnem prostoru, boljše. Po prihodu v Puščo je evropska komisarka Elise Ferreira najprej prisluhnila predstavnikom lokalnih oblasti, si ogledala predstavitveni film, nato pa takoj postavila ključno vprašanje. What is the secret to engage the Roma community into this common welfare? In čeprav Pušča obiskovalce vabi kot skriti biser Pomurja, recepta za uspešno sobivanje res ne skriva. Na kratko nam ga predstavi predsednik krajevne skupnosti. V naselju Pušča pred predmestjo Murska Sobota se več ne razlikuje, če si Rom ali ne Rom, zaradi tega ne pride do nesoglasja. Prelomnica v razvoju Pušče je bila pred 60 leti gradnja vrtca, ki ga danes obiskujejo tako romski kot neromski otroci. Kot v vsaki običajni vasi je tu tudi nogometno igrišče, pa tudi uspešno gasilsko društvo. Prišlo je do velikih požarov, v zamudo so prišli po 15 minut in smo se odločili, da ustanovimo to gasilsko društvo. In po planu je vse šlo, tako da smo tečaje naredili najprej za pripravnika, potem nadaljevalni tečaj za gasilca. Dva Roma sta že usposobljena kot višja gasilca, kmalu v svojih vrstah pričakujejo tudi podčastnika. Njihovo vozilo je posebej opremljeno za gozdne požare, zato je pomagalo tudi na Krasu. Sicer pa največkrat pomagajo ob neurjih in poplavljenih ulicah, a ne prestrašijo se niti reševanja sovaščanov iz gorečih bivalnikov. Brez dihalnih aparatov smo skočili not v dimu in smo ga izvlekli z bivalnega kontejnera. Kljub razvoju Pušča stavi tudi na tradicijo, zato so visoke goste po vasi popeljali kar s kočijo in nato zasadili spominsko lipo. Evropska komisarka vsem Romom na stari celini svetuje, da se zgledujejo po Pušči. The rights and duties, they are the two sides of the same coin, so if we make a deal, if we make a contract and if people respect each other, I think we can work it out. In to Pušči uspeva že več kot 100 let. Pušča je danes v vsej svoji zgodovini 100 let obstoja, bi rekel, od enega skromnega, neurejenega selišča danes postala sodoben kraj, sodobno naselje, v kateri živi odgovorna, zaposlena, davkoplačevalska skupnost. In to je tisto, in to je verjetno ta izziv, da se Evropska komisija seveda ob tem visokem obisku tukaj v naši državi hoče prepričati. Tako kot vsaka druga skupnost, ne glede na to, če je romska ali neromska. Letos mineva 140 let, odkar so v Radencih odprli prvi zdraviliški objekt. Danes je zdravilišče Radenci, ki je del največje slovenske turistične skupine Sava Hotels and Resorts, edini prostor v Sloveniji, ki ponuja mineralni wellness. Začetek zdraviliške dejavnosti v Radencih je leta 1882 zaznamovalo odprtje pokritega kopališča s termomineralno vodo in prvimi blagodejnimi mineralnimi kopeljmi.
Največja stalnica v 140-letnem razvoju turizma v Radencih še danes ostaja prav zdravilna mineralna voda. Kar se je spremenilo v teh 140 letih, je pa to, da smo mogoče ljudje postali malce bolj ozaveščeni o tem, da je potrebno skrbeti tudi za sebe in da večkrat posegamo tudi po preventivnih programih in da so mogoče nekatere storitve, ki so dosegljive širšemu krogu ljudi, na voljo tudi tukaj v zdravilišču in da gostje zelo radi posegajo tudi po njih, kamor seveda sodijo naše mineralne kopeli, inhalacije in pa različne sprostitvene vaje. Poleg mineralnega wellnessa je zdravilišče Radenci tudi dom sodobnih zdravstvenih in preventivnih programov, ki temeljijo na dolgoletni tradiciji učinkovitega zdravljenja bolezni srca in ožilja. V našem zdravilišču opravljamo ambulantno kardiologijo, vso neinvazivno kardiološko diagnostiko, se pravi EKG, 24-urni EKG, 24-urno merjenje krvnega tlaka, obremenitveno testiranje in seveda našo osrednjo preiskavo ehokardiografijo, po domače ultrazvok srca. Opremljeni smo odlično, tako da vabljeni vsi, ki potrebujete kardiološki pregled, delamo na napotnico preko zdravstvene zavarovalnice in samoplačniško. V zdravilišču Radenci stavijo na okusno hrano, ki je tudi zdrava, prisegajo pa na sveže, lokalne in sezonske sestavine. Strmimo predvsem in stavimo na sveže, lokalne in sezonske sestavine. In seveda naše vodilo je, da hrana ne samo, da je zdrava, mora biti tudi okusna. In s tem namenom smo tudi pripravili program Izberimo zdravo, seveda skupaj z priznano nutricistko Mojco Cepuš in poskušamo se približati gostom in seveda tistim, ki želijo in hočejo uživati zdravo. Poleg bogate tradicije goste v Radencih razvajajo tudi z novostmi, ki pričajo o tem, da se zdravilišče razvija in ima posluh tudi za želje novodobnih gostov. Ob 140-letnici smo izdali tudi knjižico receptov, ki so povezani oziroma v sodelovanju z našo Radensko, ki je tudi na voljo našim gostom. Potem nadgradili smo tudi program Izberimo zdravo, kjer goste nagovarjamo o zdravem načinu prehranjevanja in pa tudi ostale predvsem animacijske aktivnosti, kjer goste naučimo pravilnega dihanja, sproščenosti in pa sprostitvenih vaj, da potem njihovo življenje je še toliko lažje. Ob tem so v Radencih nedavno prenovili tudi salon zdravja, kjer si lahko gostje neposredno iz izvira natočijo v kozarec dobrodejno mineralno vodo, bogato s CO2 in se ob tem sprostijo. Jasmina in Boštjan Maček sta se na svetovnem strelskem prvenstvu v Osijeku odrezala odlično in si preko Kitajcev priborila 3. mesto. V sredo in četrtek se je strelska elita zbrala v Osijeku, ki je gostil svetovno strelsko prvenstvo s puško Šibrenico. Sodelovali smo tudi Prekmurci. Naše barve sta zastopala sorojenca Maček iz Bodonec, ki sta na koncu osvojila bronasto medaljo v trapu. Boštjan Maček je poudaril, da so boj za stopničke vedno loterija, a oba s sestro Jasmino sta se trudila. Čeprav pravita, da sta oba strelska amaterja, ki imata službi, pa so v tekmi za odličje vendarle prevladali zbranost, preudarnost in usklajenost. 50-letni Boštjan je v uvodnih 3 serijah v kvalifikacijskem delu zadel 72 od 75 glinastih golobov, njegova 8 let mlajša sestra pa 70. Boštjan je sicer že večkrat nagrajeni strelec. Leta 2018 je bil tudi evropski prvak. Evropski bron pa je dosegel v letih 2011 in 2015. Dejal je, da si v boju za bronasto priznanje ni želel Kitajcev, ker sta izjemna profesionalca, a včasih zna tudi pritisk pomembnosti tekme zasukati stvari. V malem finalu sta oba opravila odlično, Boštjan je zgrešil le enkrat. S suverenim nastopom sta premagala kitajski duo in dosegla vrhunski izid. Odbojkarski klub Panvita Pomgrad prihodnji teden s sredinim gostovanjem v Mariboru vstopa v prvenstvo. V četrtek pa so Sobočani predstavili nove moči in cilje za sezono, v kateri bodo zaigrali tudi na mednarodnem parketu. Soboški odbojkarji so v minuli sezoni pozitivno presenetili s 4. mestom in s tem dvignili letvico pričakovanj za prihajajoče ligaške izzive. Prvi mož kluba, Matjaž Durič, se je dotaknil tudi kadrovanja. Trenutno v klubu ni zadosti mlajših igralcev, ki bi lahko kvalitetno igrali na tako visoki ravni, kot si to želimo. Smo pripeljali nekaj kvalitetnih igralcev iz tujine in pa tudi iz bližnje okolice. In s temi upamo, da bomo, če ne dosegli rezultate iz pretekle sezone,
ga pa, če ne izboljšali, ga pa vsaj ohranili. To je tudi cilj upravnega odbora in pa vseh tistih, ki v klubu delujemo na operativni ravni. Strateg Sobočanov Dejan Fujs napoveduje, da bo letošnja sezona po številnih spremembah v praktično vseh 8 klubih še zahtevnejša od prejšnje. Se pa Pomurci veselijo igranja v evropskem tekmovanju. Želim si napredovanja proti ekipi Kokola Tikerit iz Finske. Že samo zaradi tega evropskega pokala, ki ga bomo odigrali doma pred domačim občinstvom, ki ga že dolgo let nismo odigrali, in želim si, da gremo en korak više, da pol dobimo tudi zelo dobrega nasprotnika Steaua iz Bukarešte, ki je vsekakor spet en dogodek več za odbojko v našem kraju. Radenčan Urban Drvarič ostaja v vlogi kapetana ekipe. Podobno kot trener Fujs pričakuje še zahtevnejše prvenstvo, želi pa si, da bi Murska Sobota moštvo podprla že sredi oktobra na evropski preizkušnji. Mi imamo ekipo, kar se tiče igralskega kadra, dokaj podobno kot lani, imamo izkušnejše igralce, mogoče to je, da bi prevesilo tehnico na drugo stran, ampak jaz mislim, da realno med 4 nam nekako je lahko tihi cilj. Panvita Pomgrad bo državno prvenstvo odprla v sredo ob 19. uri, ko se bo v dvorani Tabor pomerila z Mariborčani. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta jutri. Danes smo imeli oblačen dan z dežjem in temperaturami okoli 14 stopinj Celzija. V Krajinskem parku Goričko smo opoldne namerili 13, v Murski Soboti, Lendavi in Radencih pa 14 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu po večini sončno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Mariboru in Murski Soboti okoli 11, dnevne pa se bodo gibale med 21 in 22 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno in čez dan toplo. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Temperature v naših krajih bodo zjutraj okoli 10, čez dan pa okrog 19 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvidea.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.